To je, ja. Folklora, vaša tišna. Ja, ne, to, ja, veš, če bi bila... Če bi se družila na šihtu, bi se verjetno to bi se to ob kavi zmenila. Ja, točno to, ja. Tako pa kar ne. Ko se morata pa v peru. Ne, bi se tudi v peru se verjetno zmenila, ker največkrat je bilo tudi tako. Ponovati je bilo, ja, ok, pustimo. Kava, per, 2 evra. Exactly. Ne, eno kavo, kao. Ja, eno kavo. Lej, najboljše stvari se itek zmenimo, ne, tako na peru. Ja, se to manjka, ne, zdaj. Ja, ker lih prej sem, to sem začel, ker sem bentil, da sem poln kurat mu vsega že, mislim tako. Pa vse lepo in prav, vse je v redu, sam ni isto. Sam ni isto. Pa meni se zdi, da se stvari vlečejo še mislim, isto ali pa še slabše, tako da je bilo to Ja, ne vem, sploh ne moramo opisati, se ni nič narobe, sam ni mi kultno. Ni pa v redu. Ja, ni v redu, točno to. Jaz lahko opišem, vsak dan je fucking isti, pa bi človek mislil, da to lahko preživi človek, sam ni zabavno, to hočem reči. Ja, mislim, se nam ne stari, lej. Ne. Poglej zrcalo tedna po švidu, da nam je v bistvu da best. Ne, sej, tudi... Ja, 4 leta so eni v Auschwitzu bili, tako da... Ker smo se zdaj pogovarjali... Je tale naša zadeva še kar ok, ne? Ja. Ker smo se tudi zdaj enkrat pogovarjali o Karlu Steinerju, pa 7000 v Sibiriju, tudi se ni bil res fajn. Ne, niso se imeli fajn. Ne. Veš, first world problems, bogi reveš, kaj je Biden armenski, mislim, tale turški genocid armencev končno obtožil, po ne vem 100+ letih, ne, sem poslušal štorjane. To so jih res potamanili, da so najhitrejši genocid v zgodovini genocidov, da še Adolf ni imel za burek. Da jih je 1,5 milijona so jih potamanili v neki tednih, ali ne vem kva. Tudi te, mislim, vse te, ki bereš, se te... Ekstremno hitro. Vse te zadeve... Sam res, a se je kakšen ameriški predsednik upravičil, recimo, staroselcem za genocid izvršen nad njimi? Čak, oni še zmer... Ne, to pa mislim, da bo še ne 100 let. Pusti une Turke, pa ne vem, vse skupaj. Lej, imaš svoje probleme doma, pa reš to, pa boš pol... So rešili oni. Ja, so rešili. Ja. Sam številčno moraš rešiti. V rezervatu so jih strli. Turki so zajebali, da so milijonih še pustili. Ja, to je problem. Ja, toliko, da imajo še glasa. Ne, so pa pol ti Armenci v bistvu naredili, pazi to. Ampak mislim, da bojo Američani rabili še 100 let, preden bojo oni lahko to ubesedili. Sprocesirali. Ja, ne ubesedili. Veš, te bolj napredni. Normalni ljudje vsi vejo. Vsi se zavedajo tega. Napredni novinari pa to govorijo. Sam, veš, ne, aparat pa sistem pa ne. To jasno negirane, čeprav sem jasno, da ne. Nekaj časa traja, da državni aparat to prizna, oziroma da se mu prepele. Torej, peli štartej. Zdravo, mi smo Aljo, Peli in Zi. To je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem. In v enem poglavju štoparskega vodnika po galaksiji. Naročite se, podprite nas, povejte še komu in hvala, ker širite dober glas. Ekonomsko-prijateljski program. Pelicom.bir. Koda brez panike 10% pivski popust. Arbiša.si. Bicikl po hribu dol. Gor v robadišče, pa šatlom, da ne bo napor. Družabni smo, na Afna opravičujemo se, tudi na TikToku, hvala, ker ste z nami, tudi v restavraciji ob koncu vesolja. Zdaj pa nazaj v preteklost. Oh yeah. Kaj smo imeli pa prejšnji teden? Šank. Ja, šank je bil. Res dolg šank. Ja.
Dober šank. Dober šank, ja. Čeprav smo ugotovili, da je v Haju še boljši. Ne? V bistvu da je skoraj isto dolg, ne? Pa je na zemlji, ne? Ki je res neugledna. Mal bližji, no. Pa mal bližje, mal bližje, ja. Mislim, nam je vsekakor bolj dostopen, kot v restauraciji v koncu vesolja. Mislim, jaz bi tudi šel na uno restauracijo pogledati, ker se sliši zabavno, ampak... Ja, to je, ampak malo dolga, no. Ja. Še do Izburga ne pridemo, kam pol do kaj. Mogoče, v Haju še malo del, ampak lej, da pustimo se presenetiti. No, to smo imeli, zdaj pa prižgimo opozorilo za kvarnik, pa pejmo v 15. poglavje. 15. Je tukaj, da pač zdaj so gospodje in gospa so vstopili v to restauracijo. Eno najobičajnejših podjetij v zgodovini gostinstva. Zaphod je spil vse, kar ima za spit. Bareten, domnevam, glede na to, da je vse skoraj naroče. Tukaj smo spet pri tem, kako je Douglasu bilo res všeč opisovati, ne? Da je res tukaj se je najdo. Ne? A ja, ker razloži... Kaj za Boga sploh je, ne? Zakaj je restauracija na koncu vesolja res tako neverjetna? Ob koncu, da je pač angliška verzija. Pa pa moram prevajati v glavi, pa pa mogoče kdaj kaj ne pride lih prav ven iz moje glave. Ja, lej, moja glava ni lih najboljša glava. Skratka. Kaj če si še eno na monteru? Sam jaz bi si tudi stari. Ja, jaz bi imel še eno glavo. To je bilo cool, mogoče malo čudno zgleda, ampak še vse, ne. Za Zaphoda dela. Se ti predstavlja vrat, tako da je cool. Ne se pravim, če za Zaphoda dela, tudi sami dela. Valjda te bi, halo. To bi bilo noro. Stari sem pa imel dvakrat več problemov. A misliš, če imaš dve glavi, imaš več problemov? Stari, ki bi se zaciklo v moj razmišljanje, ne bi bilo fajn. Stari, pa ne, no. Zaphod je čisto dobro dela. Misliš, da dve glavi dvakrat hitreje rešuješ probleme? Ja, po mojem. Jaz jih ne rešujem, jaz jih sam ciklam. Tako da razumem problem, ja. Pol pa bolj da ne, no. Ti si neder. Ti pusti glavo, mer neki. Jaz ne vem, mogoče tudi pri meni bi mogoče preveč razmišljal, ne. Ja, kaj reči tudi v tem poglavju? To, da se v bistvu se Douglas se zoprstavil s problemom časovnega potovanja in srečevanja lastnih staršev, ne, to ga malo zmatra. In tega časovnega paradoksa, kot se dema, da bi srečal svoje starše, ali oziroma bi postal sam sebi starš. In prav, da to sploh ni problem. Ja, pa da v bistvu tega zgodovina sploh ne moreš, ne. Da pač saj se zrihta. Ja, to tako je. Ene 20 let terapije, pa to vse reši. Ja, ali pa familija, ki to razume, no. Tako bi jaz temu rekel. Taka malo skandinavska. Razumljiva familija, ki je moderna, liberalna, razumljiva familija. Mogoče ni za tiste, kaj je ta definicija te standardne familije, kakšna že? Atomska? Atomska? Ja, samo atomska je to so ta male družine zdaj, ker nimamo več. Celica družine. Mati, oče, otrok. Ja, se to, verjetno ta. Ampak napredna, liberalna, razumljiva. To najbrž, ja. Ki šteka pač. Najbrž bi oni lahko zrihtali. Ja, on prav, da lahko, lej. Ja, lej. Če Douglas prav, pol on ve. Sam najbrž ni fajn, da so kakšni dolenski župniji doma. Sej taki podovat niso. Ja. No, sej to je. Tako da imajo srečo, da so tam v Skandinaviji. Ja. Sam, jaz sem zlito, aj to misliš, da je to s protestantizmom povezan? Koga? Ja, vsa ta, a veš, ne? Vsa ta krivda je katoliška varianta, katoliška, a veš, protestantizem nima teh problemov, ki imajo ponovati katolika, ga imamo, katoliki, ga imamo. A ga imate?
Ja, jaz ga nimam. Kaj ne vemo, v kaj v naredu ali kva? Na zadnjega nisem. Avš kaj zabiramo. Avš kaj povabu. A si ATX dubu ali kva? Sem si ga pa full hotel. Jaz sem bil full fauš. Jaz sem bil totalno fauš. ATX je pa ne vem kva, jerbal mater vola. Ja, bi se prodal, a ne? Da bi Ja, se v sedmem razredu bi se prodal, po mojem. Z lahkoto. Pa v bistvu ne, ker sem ugotovil, mislim, na prvo žogo, ja, pa sem bo ugotovil, da mora kaj hoditi v ruku, pa da v bistvu ni to easy, ne. Pa še mora, ker se jih drkal dost, ne. Pa mi smo imeli tegale bivšega, kaj je že bil? No, Uran je bil pri nas. Sam ne vem, če je bil takrat, ampak vem, da... Bil je, ja. Ampak je bil takrat, po mojem. Pa je bil kar cool, no. No, se pravim, jaz nisem imel teh momentov, ampak ja, ta moment ATX je pa bil... No, hotel sem prej reči, mi kot družba, kao, ne, večina smo krščanska katoliki, ne. A niso Američani tudi v manjšini katoliki, pa le, koliko so zažagani? Ne, niso. Oni so pa še bolj zažagani. Oni imajo pa še ta nek posebno izpeljanko tega. Prosperity gospel. To je to, da daš ti županku, ne, in on, če boš ti njemu dajal, boš ti tudi prosperiral. Se to imajo dober? Ja, za županka je zelo dobro. Drage poslušalke, poslušalci, če boste dajali prek hvalozaseribe.si, bomo tudi mi prosperirali. Vam se pa na otrocih poplačali. Absolutno. Vsi bomo večji ljudje zaradi tega. Ja. Mi bomo šli pa v Innsbruck, pa na Unšank od prejšnje epizode. In točno to imajo. In bolj se oni vozijo z 37 avioni, pa to, ki jim folk daje. In ja, tukaj boš ti dubo nazaj. To je bil ta od Genesis komat. Jesus knows, Koliko dober video. No, tukaj to. To je to. To je to, ja. Preachers te njihovi. Ja, tukaj ta moment. Ja. V glavnem. Ja, dajmo se posvetiti problemom slovnice, ne. Tlej sem bo gotovo, da smo spet pri žab svetu B ali po domače Dravljam, ne. Ker vsi dobro vemo, da problem slovnice pa teh stvari, ki se dogajajo v prihodnosti in v preteklosti hkrati, ne. Tem stvarem se v slovenščini reče prihodnji preteklik in se stvar uporablja takole. Jaz bom bil, ko bom velik policaj. To je dravščina. Sej, žab svet B. Prihodnji preteklik, ne, a veš? Prihodnji preteklik. Ja. Prihodnji preteklik. Ja, to je v bistvu idealno očitno za časovnega popotnika, ne, a veš, da se znaš, ne. Future perfect v angleščini bi rekel temu. Ko bom šel v restauracijo po koncu vesolja, bom bil tam. Ja. Ja? Mogoče pa je. A dela ali ne dela? Ja, lej dela. Meni se zdi, da dela. Moram pa povedati, da prihodnji preteklik ni prišel ni moja domislica, tega se je spomnil Zoki, on je zdrav, OG. Zoki born and raised. Zoki cel life živi med bloki, tako da ne mu je jasno. Zoki, shout out. Ja, shout out Zoki, tako da, ampak ne, hočem reči, da v bistvu v resnici dela, ne prihodnji preteklik. Zoki ima nekaj na tempi. Zoki ima nekaj na tempi, kakor sem videl po Instiču, njegova Taši glih kar bere štoparca, tako da, evo, še shout out tudi Taši. Valjda Taši, valjda, shout out. To, evo. Oba dva. Mislim, da smo jo mi spodbudili k temu. Lej, rečemo, da smo, mi živimo v iluziji, da smo jo. Ja, da ne bomo živeli v iluziji, dajmo to preveriti. Kličem Taši v Dravlje, oziroma na žab svet B. In ker smo ravno pri citatu, bo Taši Hupi Frudika znala tudi kot Nataša Štrozak prebrala tudi citat. Taši, se slišmo? Aj, živjo. Vse slišimo. Super, potem pa lepo prosim, izvoli preberati citat. Največji problem je čisto preprosto problem slovnice in poglavitno delo, ki vam pri tem lahko pomaga, je priročnik dr. Danka Potoriščiča 1001 spregatev za časovnega potnika. V njem zveste na primer, kako opisati nekaj, kar naj bi se vam zgodilo v preteklosti, preden ste se temu izognili tako, da ste preskočili za 2 dni v prihodnost. Dogodek se opiše drugače, če govorite o njem s stališča svojega lastnega časa, drugače iz nadaljne prihodnosti in spet drugače iz nadaljne preteklosti. Opis pa se močno zaplete v primeru, da pripovedujete v času dejanskega potovanja iz enega časa v drugega z namenom, da bi postali lastni oče oziroma mati.
Odlično, najlepša hvala. Te lahko še vprašamo, če smo te mi navdušili nad branjem Štoparca? Ja, v bistvu ste me res vi navdušili nad tem. Od nekdaj sem si jih želela prebrati, ampak se jih nikoli nisem spomnila kupiti. In pol je enkrat vmes Peli nabavil celo zbirko in sem se spomnila, valjda, jaz bi tudi to imela. In idealna priložnost se je pokazala, ko je Zoki kupil PlayStation 5. In takrat sem rekla, valjda, zdaj, če imamo za PlayStation 5, imamo tudi za knjige. In sem jih dobila, ampak spet življenje in otroci in nikakor mi ni ratalo začeti brati in je prišel vaš podcast. In sem rekla, zdaj pa skrajni čas, da začnem tole brati in zdaj sem na ful dobri poti, tako da hvala. Čau. Wow, hvala tebi. Ful smo počaščeni. Pa Zoki povej, da bomo bili enkrat bolj hupi in kul kot PS5. Mi pa gremo nazaj k epizodi. Prizna pa tudi, da večina bralcev obupa po pogojnem sestavljanju nepovratno preteklem. Prihodnji pretekli, ki je v bistvu bolj kul, pa bolj simpel. Definitivno. Sam tisti je res dober napisan, ker so ugotovili, da večina bralcev obupa, so pol kar prazne strani pustili. Se vsi vemo, kaj bo naprej. Veš, da so prišparali za tiska. Pol mogoče sam zapiski napišeš, veš, v zadnji. Veš, da ne zgledaš res to klejmerja, da si šparal v pritisku, ampak klej si kaj zapište. Pa če 14 strani ideje, veš, modre misli, pa plava navodila po te stvari. To bi šlo, Sam, ko pa prav Štoparski vodnik o tem? Ne lih velik, ne. Štoparski vodnik, ko knjiga nima lih teh velik, ne opisuje lih teh zadev. V bistvu je res, a je sploh kaj imel zapovedati okoli te restauracije? Mislim, imajo manj na seznamu, ne vem, kakor z nekimi temi. TripAdvisor pa to moment. Tako, kaj za jesti. A je plača draga, veš, a je sploh vredno obiska. Tamo pa res dobro, če prijete kaj. To pa nič ne piše. Piše samo o tem, da si s to slovnico na beli glave pravzaprav Štopac. Zanimivo. To je pa to. Ne, ampak če da kakršen koli koristen na svetu okoli tega, ne. Dobro, se smo gotovili, da Štoparc mogoče ni lih kdaj mogoče najboljša zadeva. Mirodajen, kar se tega tiče. Takih stvari. Saj smo rekli, div je netočen, ne? Ja, tako. Kot življenje samo. Kakšne globoke. Tega si nisem jaz mislil, to je en model rekel pred skoraj 42 leti. No, v bistvu pol avtor povzame, kako dela restauracija ob koncu vesolja. Ne? Ja, seveda, ta časovni mehurček, ki smo se naučili prejšnji teden. Ja, točno. Koš nisem slišal za besedo mehurček. Če je zanka. Ja. Se je, zanka je, pač lupjene. Uporaben, ja. Seveda, ker se skozi ponavlja in replicira na tem fragmentu, kaj je. Zdaj so tam mehurček neki zelo ljubi. Všeč mi je beseda mehurček. Mehurček ga imaš rad. Nisem ga še slišal, nekaj časa že ne. A si nehal brati pa poslušati cajtange? Ne poznam. Nisem rad te milni mehurčki, ki tako za otroci pihaš okrog. Puste fiks. No, v glavnem, pustimo mehurčke, pogledamo, kaj je v tem mehurčku. Ja. To je spet še en teh del Douglasovih, ful sem ponosen na se delal. Ne, res ga zakomplicira. Saj je dober. Sam to parafrazirati, to pa skrajšati. Ne, jaz sem ga v angleščini še tako ne parkrat brati, je bela cesta. Svaka čast. Tlele ima pa, ko ima še ene par panov, takih lepih vmes. Momenti bil. Dober. Ja, ampak res, zdaj to nekaj predelovati, ker pač nismo primerjalni književniki. Ja, pizda, ko smo zajebo. Ne vem, če ne, no. Si ti zdi, da smo, ali kaj? Ne, mislim, ne. Ja, hvala. Mrske bi verjetno zamudil, če bi v življenju, če bi šel tja. Ali pa mogoče tudi ne. Nikoli ne veš. Si bom še enkrat sposodil še en citat oziroma verzijo citata. Jaz pač nisem tak tip, da bi šel tja, veš.
Ja, se to. Ja, se to tudi pravim. Ja, ne. Ker Zapka tudi ne bi šel. Ja, valjda. Ne, ni bil te sorte. Ne. On bo šel bil kaj popit, pa kaj bo pojedel. Stari, to ga zakomplicira, da je prihodnji preteklik zdrav ali čisto v redu ali pa svožin, tako da to je boljše. Aha. Je pa ti, kako je pa gospod Potorišič v angleščini? Ni najbrž je kakšen angleški, ker tle je dosti jasno, da je Toporišiča obrno. Ja, ampak kaj, ta Toporišič je bil že takrat neka legenda, ali kaj, v tistih cajtih. Sigurno. Street Mentioner je tukaj. Aha, pol ga je v bistvu čisto lokaliziral. Ja, čist. Ja, lej, se to je tako. Pravilno, to pa super, bravo. Ja, Street Mentioner. Je bil, on je bil že skozi legenda. Odkadar je bil? Smo si utihnili. Ne, prebral sem tole. Zajebam poglavje, materino je. Sej smo že na koncu. Ja, se vem, da smo na koncu. Tle je najboljša stvar, to bi pa jaz tudi rad naredil, da bi položil na hranilno knjižico en penny in bi imel enkrat pol celega boga enega denarja. Ja, vem, samo to je danes kripto. Liho, to sem točno to reči. A je to kripto? To je to, a veš, če bi midva takrat, ko so se šola tam... Adam si je zmislil tudi kripto. Da ti povem primer iz življenja. Zdaj, če bi 6,000 evrov v Amazonovo delnico vložil v letu 2001, bi po 20 letih imel 250,000. Ok, lepo. No, če bi to v kovanc kam rocket dal, ne? Zdaj si dal kam fucking rocket, ker pol ljudi ne ve, kaj je kam rocket. Pa dobro, poslušamo. Zaradi tega sem ga dal, ker pol fucking ljudi ne ve, ne? Bi dal teh 6 jurjev isto noter in bi imel v 14 dneh zdajle 250,000, ne? Sam bi mogel imeti pravih 14 dni. Ja. Ne, teh 14 dni. Zdaj, ta trenutek. Ja, recimo. Okay, ja. Ne, sej, veš, recimo, če bi dal čisto realno, če bi dal Bitcoin takrat, ko se na začetku, ali pa ne vem, v Ether zdaj, ki je bil tudi na začetku, bi bilo isto, pa še ne rabiš 20 dni, 20 let. Ja, sam čez kdaj to spremljal, ne, to moraš pozabiti, ne. Ker drugače je to igra psihologije. Seveda, da bi ti si izdavni prodal, ko bi rekel, to je šlo že kva. To je šlo pa totalno predelaš. Mislim, veš, takrat... Jaz tega poznam, ki je miniral bitcoine, ne. In on je rekel, da je prišel na 1000 evrov, je vse z opremo vred prodal, ker se mu je zdel pa to reže čist bizarno. Ja, isto. Seveda, če je začel par ena. A veš, taki so začeli par ena. Ali pa 0,001. Še par manj, ja. In se jim je zdela ta 1000 že taka bizarna cifra. Valjda, da je, ne. Zdaj, če zdaj uložiš, pa začneš z 10 jurjev, ne, pol valjda, da upaš, da bo šlo... Ne, zdaj že štroma več plačaš, ne. No, to je itak, ja. Če ga majnaš, ja, to je itak. Zdaj za majnanje se ne splača več pri nas. Ja, še zmeram se. Pri nas mislim, da pride pri nas 14 jurjev. Ne vem, se imaš na internetu, pogooglejte podatek, imate. Aha, imaš. Imaš koliko v vsaki državi pride, da ga prkoplaš enega. Aha. Ja, lej, solarna elektrarna, pa gremo. Ja. Ali neki. Tako da, ja, to bi bilo v redu, a ne, da bi ti zapitek plačal en penny, ne, oziroma pri nas bi bilo to en cent. Dam desetko. To je skoraj to, kar je Ježek že zdavni upeval. Veš, Glaža Kvinčka je, da se skodne. Ne, Glaža Kvinčka je, liter brez dna. Liter brez dna je to. A ni bila to ena pravljica, ki je bilo... kupica, ki se ne izprazni. Ne? Tudi. Mizica pogrni se. Tudi je bilo. Mizica pogrni se je bila. Veš, človeštvo ima take ideje že od skos očitno. Ja, lej. Ja, ampak to... Kako čemo varianta? Samo vidiš, to mogli vse zdaj ven črtati. Zakaj? Ja, ne, z teh pravljic, veš, mislim, ne, kupica vina, ki se ne izprazni. Mislim, in to zdaj ti otrokom bereš, kaj?
Pa rdeča kapica je nesla liter vina svoji babici, da si bo pomogla. Ne, jaz pa kukar ne ti doma ne smeš spiti piva, zato da nisi otroku slab zgled. Pa zakaj? Pa se ni... Ja, ne, to zdaj imajo vino, recimo... Ja. Vino, mislim, deci vina je zdrave, se vsi pravijo, tudi zdravniki pravijo, da je zdrave. Ne vem, kako je... Pivo ima malo negativno konotacijo, ampak... Ja, zato, ker je delavska pijača. Ja, seveda. Po vinu pa nisi alkoholik, ali kaj? Ne vem, zakaj, ampak vino... Ne vem, ker drugače bom začel vin piti, pa je vse rešeno. Ja, ne sem videl... Alkoholik si sam, če hodiš na sestanke, drugače spijance. Imaš prav. Hočeš reči sam semantika, ali kaj hočeš reči? Lej, ne vem, zdaj te gje se bomo lovili na vejcah, pa ne vem čem. Ja, lej. Vse smo imeli že prihodnjih preteklih dosti teh slovničnih za eno epizodo. Danes so knjižnem pogovoru. Ne knjižnem, slovničnem pogovoru, se upravičujem. Ja, skratka, to je to, ne? Mislim, da smo obdelali tale naš... Ali ima dopust takrat, kaj je treba kamlo, na ajet. A smo obdelali vse, ali kva? Smo. To je to, ja. Pečino obešalnik. Pečino obešalnik, ne? Ja. Do konca smo prišli. Do konca, ja, pa v redu, ne. Pa v glavnem, ja, no, lahko nas podprete ali pa preberete citat iz 16. poglavja druge knjige. Številka naše tajnice je še vedno 0599688685. Zahvaljujemo se vam za podporo na hvalazavseribe.si in to vam želimo drago stane košta in čestitamo vam, ker ste z nami ostali do konca epizode. Ti, sam mal. Ja, a si videl zdaj, odkar je cepljen, da ne omenja več to s Hrvaško? Lega. Slučaj? I don't think so. Sam res. Jaz na Hrvaški nisem hodil že takrat, tudi ker smo še smeli. Kaj je bilo še moderno? Kaj še lahko šel? Ker šel lahko brez problema, nisem šel prav redno. Se vem. Ampak hec, je pa zanimiv slučaj. Ja, je pa res. Ja. Tako da izvoli, se oproščam. Pravilno jo opravičujem. Sploh ni problema in nadaljujemo. Z vami smo bili Aljo Pelinzi. In če ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvalazavseribe.si. Mater, tole tišino bom pa mogel zrezati. Dramatična pauza. Dramatična pauza. Ja, valjda. Slišal, koliko je to veliko. Se je bilo veliko, ker meni je bilo neugodno. Takrat sem rekel. To je več kot 2 sekundi bilo. Ja, 2 sekunde je... Že 1 sekunda je neugodna. Ker sem se mal... Ja. Recimo pri Norgetih, pri Nordicih, no, ni pa lagano zdržijo 4 do 5 sekund, kada ni nič. To smo se učili v teh psihologiji pogovarjanja. Ja. Jaz sem se prav spomnil, ko imamo developerje zgor, ko oni malo premišljujejo in se ugasnejo, pa nas premišljujejo tako, da neki čebla. Veš, te medmete furajo, on je pa tišina, stari. Boleča. Pa se vas zanj spomnim, pa se sam zadiham lepo. Sam to je ta kultura, res? To smo imeli. Smo imeli seminar glede tega. Ja, pač. Čist pač kulturološka razlika. Čisto ono. Oni se itak skozi pač si dajo prostor, da ne... Tukaj, in sem jaz tudi, sem sam, ker mi je bilo neprijetno, sem povedal. Ja, no, veš, pa si naredil norveško pauzo. Čeprav moj Norvežan bi si pustil, vikiška pauza. Zdaj pa moram. Ingi bi rekel, model, se je bil sam 3 sekunde tih, ne, mi zdaj to balkansko mentaliteto zdaj fura. Ne, to moraš pa pričati gluposti, dokler ti nekaj pametnega ne pride v glavo. Najbrž je glih 70 sekund. Najbrž je glih to. To je to. Dobro, ok. Lep pozdrav. Srečno.